Pri impulzivnih nakupih bo zagotovo šli v to, da se bo spletna prodaja vršila na socialnih omrežjih. Jaz verjamem, da čez leto, dve bomo zelo veliko stvari kupovali direktno na Instagramu, direktno na Facebooku, direktno na TikToku. Pri impulzivnih nakupih. Pri manj impulzivnih nakupih, torej tam, kjer ljudje, kupci delajo dolge prednakupne raziskave, tam bi pa rekel, da bo user experience, torej v bistvu ta sama nakupna izkušnja na trgovini, izjemno pomembna, kako vi odstranite trenje pomikanja stranke skozi trgovino, pa potem celostna nakupna izkušnja pač z samim dostavo izdelka z poprodajnimi storitvami in tako dalje. Trend, ki v bistvu zdaj ni več tak trend, ker je postal v bistvu osnova, je mobile first, oziroma nekateri govorijo celo mobile only, kar pomeni v praksi, da moramo najprej prilagoditi svojo spletno stran za mobilne naprave, šele na to potem za desktop oziroma namizje. In drugi trend je v bistvu zelo jasen, je trend zadnje milje, torej last mile, kar pomeni, da hitrost dostave samih izdelkov. Tu je zelo veliko pristopov, jaz sem povedal, kakšnega imamo mi. Mi imamo takšnega, da kupcem pomagamo in rešujemo njihove probleme pri izbiri. Torej v tej poplavi izdelkov se mi poskušamo kupcu glede na njegove potrebe čim bolj približati, pa mu pomagati, da bo njegova izbira prava in da bo potem zadovoljen s svojim nakupom in seveda se bo potem vračal v naše spletne trgovine. Predvsem se je treba vprašati, kaj je tvoja ključna dodana vrednost. Torej, ali je to customer support, ali je to produkt, ali je to neka tehnična zadeva, enostavnost nakupa, tistemu posvečati največ pozornosti. Če greste samo en izdelek, samo Slovenija in tako dalje, boste v bistvu lahko naredili en landing page v WordPressu, pa WooCommerce plugin, pa boste lahko že prodajali. Ali pa recimo Shopify je takšna rešitev za en trg, je super. Če boste pa šli globalno, pa z zelo velikim številom izdelkom, več kot 50,000 izdelkov, več različnih trgov, različne davčne stopnje znotraj Evropske unije, potem z davkom, brez davka, če greste izven Evropske unije, različne metode pošiljanja, različne metode plačil in tako dalje. Potem pa mislim, da imate zdaj dosti bolj omejeno izbiro. Jaz kot prvo bi se izpostavil Magento, še vedno, ki je največja platforma, pol SAP, ki je verjetno še dražji kot Magento, pa še bolj zahteven, pa BigCommerce mogoče še. Če ste začetniki, ali pa če začenjate, ali pa v začetnih fazah spletne trgovine, o tem sploh ne razmišljate. Problema se lotevate takrat, ko problem pride, kar v praksi pomeni, da ko imaš ti preveliko število naročil, ki jih danes ne moreš spakirati in odpremiti, takrat se začneš ukvarjati s problemom, kako zadeve avtomatizirati in optimizirati procese. Dokler tega nimaš, se po mojem mnenju nesmiselno spraševati, kakšno infrastrukturo moraš postaviti, da te stvari zdržijo.